Smo na avtobusu v tednu mobilnosti, ko so avtobusi po Ljubljani zastonj. Kako se vam kaj zdi? Ja, čisto normalno. Ja? Imate veliko potnikov? Ja, ni več to, kar bi moglo biti. A ni več kot po navadi? Skoraj isto. Kakšna se vam pa zdi kultura potnikov v Ljubljani? Ja, na splošno še kar. Ja? Kaj je razlike zdaj med tem tednom mobilnosti ali pa tako? Ja, kaj opazne razlike ni. Mogoče so mečkam bolj prijazni, zato ga ne treba plačati. Kaj sem na smeh več, kaj sem dobar dan več. Glavno, to je to, ne? Kako se vam drugače zdi ureditev javnega prometa v Ljubljani? Ja, mislim, da je kar gre. Ja? Dneska ni kaj nekaj ovir, glede taksistov, glede zasedanja postajališči strani drugih avtomobilov, ne? To je največji problem. Da se ovira pri speljanju van z postajališča, ne? To so, najte, tudi avtošola, si privošči. Vas jezijo tako, ko pridejo na bus postajališča? Ne, jezijo nas ne, sam... To so te najtežje ovire za nas. Parkiranje, ustavljanje na postajališču. A mislite, da bi morali ljudje več uporabljati javni avtobus? Ja, to je tako. Ja? Kaj pa cena? Se vam zdi primerna, predraga? Mislim, da ni predraga, mislim, da je to kar primerna. To, kar jaz poznam cene, pa to, ne? Mislite, da bi moral biti javni prevoz zastonj v mestih? Če bi hoteli pač glede onesnaževanja in tako? Ja, verjetno, da bi se dalo tudi zastonj, glede kakšnih financiranj strani delodajalcev, ne. Mislim, da bi se to dalo urediti. Da drugi financirajo, da drugi malo namesto da dajo za nalepke, povračilo za prevoz, bi lahko jim karte kupovali, pa take. To bi se dalo urediti že zdavnaj samo. Ne gre. To ovira pri tem, ne? A ste imeli kdaj kakšnega zelo zanimivega potnika? Takega, da ste ga morali, ne vem, naprimer, vreči z avtobusa v pozni uri ali pa kaj takega? Ja, tudi takih jaz pa v to ne odpuščam preveč. Ne? Ne, sem bolj staložen tak, da nimam takih težav. Aha, super. Zdaj me pa zanima, a vi vsak dan vozite po isti trasi? Ne. Ne? Vsak dan drugo. A res? A to je v redu? Ja, boljše, drugače. Je to promet, ki ni tekoč, pa se bolj naveličaš. Če bi vsak dan po isti progi, ne vem, tako se pa malo spreminja, malo se več dogaja, malo se niso isti potniki vsak dan. In kakšno je vaše mnenje o službi šoferja? Jaz sem tle precej časa. Ja? Zadovoljen sem. Nam lahko zaupate koliko? 26 let. Wow. Potem ni ceste, ki je ne bi poznali v Ljubljani. Ko ste prej omenili taksiste, kakšni so pa vaši odnosi s taksisti? Vam kaj jemljajo zaslužek? Ne, zaslužka ne. Se pravi, edina ovira so nam to, kam nam malo parkirajo, zasedajo postajališča. Mislim, da to tudi nalašč malo naredijo, ne vem zakaj. Pač, ne vem, ne morem reči zakaj, ampak evo, spet avto, spet ne morem blizu, pa dobro, to je še kar šone. Ja? In kako pa z njimi? A jih vidite v teh ogledalih tukaj? Ja. Ja? In potem? Nič. Nič ne naredite. Je nemogoče. Jih nemogoče uloviti? Ne, je mogoče, samo pooblastil nimamo za to. Aha. Mi ne smemo zapustiti tega delovnega mesta, da bi pač ukrepali. Če tle na ta vrata ga opozoriš, pač če noče, nima smisla se kregati, ker to je en od 1000. Mislim, konflikti so lahko hitro, po nepotrebnem. In ni potrebe, ne? Aha, je super. Ker ni to takih. Ja, najlepša hvala za ta pogovor in srečno vožnjo še naprej. Hvala.